Družba. Lep pozdrav. Vsi po dolgem času se spet slišimo, vsaj na tem kanalu, če ne drugje. Evo, nova sezona Rožnate doline se je odvila v Cukrarni na audiofestivalu. Tisti, ki ste bili z nami, najlepša hvala, da smo se zbrali v takem številu. Super smo se imeli, se boste slišali, da sem imela malo treme. Sem vse pojasnila. In ja, naslednja epizoda pride že čez 2 tedna, torej to je podcast Rožnata dolina, za vse, ki se slišimo prvič. Jaz sem Katja Stojnič. Take rožnate, mavrične, divje, nore teme imamo v tem podcastu, lahko prevrtite nazaj, kaj vse smo se pogovarjali, od mlade nune, mladega odvisnika od heroina, do mladega prostovoljca v hospicu, do mladih kmetov, skratka nekako ljudje, ki živijo drugače oziroma poskušajo živeti drugače. Tako, moja 2 gosta sta bila torej Masaja in Boris iz Kokosov. Bluzili smo o tem, kaj so naše odgovornosti kot medijske osebe, kaj pomeni biti Gen Z-jevec, kako so se že obstoječe skupnosti odzvale na naš prihod in ali smo narcisi, ker se v bistvu 1 uro pogovarjamo samo sami o sebi. Presodite sami in prijetno poslušanje, pa se slišimo spet na koncu. Lep pozdrav vsem. Jaz sem malo treme, ker me ni bilo zdaj par mesecev na obzorju, sem malo bluzila, malo pisala magistrsko, malo potovala po Ameriki. Nisem spala, ki sem mislila, da bo prazno. Zdaj jih obratno, ne vem, kaj je hujše. Ampak vsekakor hvala, ker ste se zbrali v takem številu. To mi dosti pomeni, ker daje smisel temu, kar ustvarjamo skupaj. Ponovadi snemam te pogovore v intimi, v toplem radijskem studiu ali pa pri sogovornikih doma ali samostalno, kakorkoli. Danes je to malo drugače, ampak mislim, da bom pofurala, ker imam taka krasna sogovornika z mano, Boris in Masaja. Pa mogoče bi začela točno s tem vprašanjem. Vidva oba po svoje obvladata oder, ampak ponovadi sta vidva šefa in vidva nekako peljeta ta kreativen proces. Kaj pa danes? Upam, da boste izlila dušo, ampak mogoče malo drugače. Kako se počutita? Tudi jaz sem mečke nervozen, ampak po drugi strani se mi zdi, da smo taki 3 srčki na kupu, da ne bo težave imeti tekočo carsko debato. Mislim, da je najbolj pomembno predvsem to, da ali v bendu ali pa pač v kakršnem koli drugem kontekstu, to, kar so že tudi omenjali prej na pogovoru Mihi, Denis, Melani, da imaš ljudi okoli sebe, s katerimi imaš kulsko kemijo. Mislim, da imamo mi ful carsko kemijo, tako da po mojem, da ne bo težav. Iz tega vidika super. Se strinjam. Jaz sem tudi malo živčna, kar je ful čudno, ne? Ker smo navajeni biti na odru, ampak biti tako intimni na odru pa je malo drugače. Ful sem vesela, da imam to priliko danes z vama 2 govoriti. Pa tudi takrat, ko si me poklicala za Rožnato dolino že zdaj 3 leta, 2 leti nazaj. Ja, smo snemali Onkarano pri tebi doma. In ti si edina, ki bi to naredila. Ne vem, zakaj nekaj mi je rekla v glavi, ja, ona pa naj pride v studio, ajde dej. Drugače je to moj space in ne pridejo ljudje v studio, ampak nekaj takrat je mi reklo, da ta Katja je simpatična, naj pride. Verjamem, da se bom takrat še najboljše odprla in verjamem, da se bomo tudi danes. Znaš izčrpati iz človeka nekaj dobrega, nekaj iskrenega, tako da res sem počaščena. Da vidimo, čez 1 uro. Ok, mogoče bi začela s tem, da nas nekako vse 3 na nek način mediji poskušajo ukalupljati. Imate tak občutek? Ženska reperka, rahločuten frontman, ranljiv. A imata tako težave s tem? Si želita biti tudi kaj drugega, nočeta teh nekih nalepk na sebi? Jaz bi zase iskreno rekel, da bi tle bolj vama mogoče prepustil mikrofon za to vprašanje, ker pač vsem sem še vedno, kljub temu, da rahločuten, sem pač tip v bendu, kjer so 4 tipi, kar je, se mi zdi, zelo standardna formula. Tako da mogoče od pač lezbike v repu ali pa pač osebe, ki
nekako revolucionira znotraj Vala 202 nek nov glas, ki je, se mi zdi, da neka sveža doza sproščenosti pa avtentičnosti. Se mi zdi, da mogoče se vidva več s tem ukvarjata, s temi ukalupljeni, ampak ne, povejte vidva, ne, kako se vama zdi. Mislim, meni se zdi že to, da si ti toliko iskren s tem, da si nežen, se mi zdi ful velik korak, že tudi v tvoji smeri, ker se mi zdi, da je vedno pričakovano, da smo artisti tako nedostopni, pa da so vedno slabe volje, pa da je pa da je tretje. In tudi jaz sama v repu sem vedno dojela rap kot nekaj jeznega, kot nek žanr, kjer si ne smem dovoliti biti šibka, rabim pokazati mojo močno plat. In skozi leta ustvarjanja muzike sem pri sebi spoznala to, da eden izmed mojih največjih talentov je to, da znam opisati svoja čustva. In če ne bi bila čustvena, tega ne bi znala narediti. Tako da to zatirati in skrivati je ful brez veze. Je pa tudi res, da smo danes res ukalupljeni s temi mediji. Meni ne paše vsak dan biti na telefonu, ampak preprosto zaradi sveta, v katerem živimo in zaradi tega, koliko količine glasbe se danes lahko spremeni v 24 urah, je artist malček prisiljen v to. In ni da me moti, ampak je pa kdaj težko se pogledati in se ustaviti in si reči, ok, kdaj je tisti jaz, ko sem jaz sama s sabo, in kdaj je tisti jaz, ko sem jaz na široko odprta celemu svetu, da vidim moje rane in moje šibkosti. Težka je ta neka mera, težka je ta doza, da je prava doza. Omenila si družabna omrežja in točno to nam je neka skupna nit, v bistvu vsak si je ustvaril neko skupnost, predvsem na Instagramu, kjer nagovarja svoje poslušalce, poslušalke, kakorkoli. Kako se spopadata s tem, da, se spomniš, ko smo se pogovarjala, da v bistvu artisti, ko se odločijo za nek detoks na Instagramu ali pa ko ne furajo najboljše ali pa ko zavestno rečejo ne bom na družabnih omrežjih, se to pozna potem, ne vem, in pod odrom in pri poslušanosti. Kje je to ravnotežje in kako vidva to handlata? A vam ne gre kdaj na živce fuck, še en story zdaj, evo, čau. Jaz bi rekel, da so socialna omrežja absolutno strup. In da bi si želel sveta, kjer bi lahko mi butnali plato ven in ne bi rabo narediti enega Instagram storija in bi to še vedno imeli nek reach, ampak absolutno dejstvo je, da temu tako ni. In da kdor ne zna Instagram gamea ali pa TikToka, ki se mu zaenkrat še uspešno opiram, pofurati, pač bo imel manjše cifre. To je 1x1 in v tem smislu pač je to neko nujno zlo, s katerim se moramo verjetno vsi trije ukvarjati. Recimo, ti imaš mogoče vsem to srečo, pa tudi jaz, kot pač, če zdaj govorimo o vlogi človeka na Valu 202, da pač smo prisesani na državno joško in ne rabimo v resnici delati dobrega PR-a, da dobimo pač svojo plačo v narekovajih. Ampak po drugi strani se mi zdi, da pač, če pa hočeš neko svojo zgodbo pofurati, tudi ti z Rožnato dolino v resnici, ni druge opcije kot pač Instagram. Hočemo vedno biti prisesani na to joško, ker če nočemo, če hočemo biti plan B, moramo tudi sami ustvarjati neko pot, ne? Absolutno. Koliko je pa tebi to cringe, to delati te pač Instagram objave, storije? Probam biti čim bolj iskrena, kaj to pomeni pred kamero, ne vem niti sama, ampak se mi zdi, da dokler imam vsebino in ljudi, ki se odzivajo na to vsebino in se mi zdi, da ustvarjamo skupaj nekaj, kar ima pomen, kar ima smisel, sem pripravljena to početi še naprej, čeprav so momenti anksioznosti ali pa gledanja lajkov ali pa je kdo komentiral, koliko ljudi je poslušalo ta podcast, ko se niti ne prepoznaš skoraj sam sebe, pač tako dobesedno smo odvisni od teh telefonov, ampak enostavno trenutno ne vidim plana B, če hočem delati v medijih, pač če je to kanal, ki pride do mladih in do ljudi, ki jih nagovarjam, bom ta kanal uporabila, pač nismo več v letu 70, tudi mi moramo neke sacrifice delati, če pač to so žrtvovanja, ki smo si jih zbrali, ali? Ja. Točno to. Mislim,
Ful nehvaležno je, če bi mi rekli zdaj, da je samo strup, ne? Vse, kar je socialni medij. Jaz mislim, da to ni res. Mislim, mi bi rabili biti veseli, da imamo šanso pokazati svoje art projekte, pokazati svoje talente. To je vse neka prilika, ki jo prej ljudje niso imeli. Istočasno pa je lahko tudi adikcija, ki pol pripelje do neke zajčje luknje, po kateri se nazaj več ne moreš izkopati. Ne? Mislim, jaz sem danes se zbudila in ta prve pol ure sem scrollala. In iskreno vam povem, sram me je. Naj dvigne roko tisti, ki ne skrola zjutraj. Wow, dobiš nalepko. 3 ljudi. Jaz vam dam zdaj kapo dol, ker ne vem, jaz se spomnim, da že v osnovni šoli smo imeli touch telefone, ne? Uni Samsung Galaxy Mini je bil wow, v 5. razredu ali 4. mojem v osnovni šoli. Tako da jaz sem bila že zelo mlada izpostavljena tem stvarem. Ne znam si niti predstavljati, koliko rabijo biti izpostavljeni šele zdaj te nove generacije alfa. Ker to je res prekomerna doza. Želela bi si imeti 3 dni brez telefona in se ne počutiti krivo. Ampak se počutim krivo. Rada bi dala telefon na airplane mode, ko MK, in si rekla, mala, ko si z mano, daj phone na airplane mode. Ampak ne gre to tako, zato ker že samo zaradi tega ekonomskega statusa in tega, da se rabimo res boriti, da pridemo čez mesec dan danes, smo tudi artisti tukaj pač malček bolj prisiljeni v to, da smo konstantno aktivni. Želela bi si, da to ni res. Istočasno pa sem hvaležna, ker če bi bila zdaj jaz v letih 60, ženska reperka, lezbika, iskreno, jaz medija ne bi imela. Tako da sem hvaležna. Istočasno pa rabim biti previdna in se zavedati, da je to lahko en problem, ki bo na dolgi rok povlekel nekaj za sabo, ki se niti ne zavedam. To se v bistvu, mogoče bi sam še enkrat nekako, mogoče sem res preveč ostro rekel, da absolutno nisem ostrup, ampak samo v tem smislu se strinjam z obema vama hkrati, da je na nek način to neko nujno zlo, ker točno to, kar si ti rekla, v 60-ih kot pač bejba reperka recimo ne bi dobila šanse. Ne? In David Bowie je recimo mogel pač spati z lastniki klubov, da je pač dobil špile, mi moramo pač storije delati. Vse je veliko lažje, kot je bilo včasih. Mislim, če izberam med dvema opcijama, mislim, da je zelo jasno. Tako da v tem smislu se mi zdi absolutno res. Hočem samo to reči, da mogoče se mi zdi, da znotraj naše generacije ful ne vidim dovolj samo refleksije glede tega, koliko toksično je to, da 7 ur na dan buljimo v nek butast ekran, pa pač nam fila glavo z nekimi votlimi stvarmi, ki nimajo zares teže. In je pa se mi zdi tudi mogoče iz vidika, ne vem, midva, ko piševa komade, ali pa ne vem, kaj ti recimo delaš program, ne, se mi zdi, da nekako ti sam še dodatno zatoksirati možgan, ti ga naredi še bolj gnilega in je še toliko težje biti res prodoren, pa izviren, pa kreativen, ker je pač to ene nesnage tukaj noter. No, in kaj bomo naredili? Kaj bomo pač to celo življenje delali? Se bomo ustavili, bomo šli na kliniko se odvajati? Kje vidimo kakšno rešitev ali trenutno je to pač nek status quo? Jaz mislim, da je dosti na artistu, da tudi komunicira to svojo publiko, ker če bi jaz non-stop skrivala, kar sem in kdo sem, potem ne bi nikoli imela te svobode tudi biti iskrena in povedati, kako se počutim. In, ne vem, z razlogom sem 2 dni nazaj dala post, kjer sem napisala Oktober, Zeit za fraj. Ker bi rada vedela, da vejo tisti, ki me spremljajo, moji fani, moji poslušalci, moja familija, moji frendi, da vejo, da pač, ok, I'm taking a month off, torej 1 mesec si bom vzela malo zdaj na off pri socialnih medijih, ker mi to rabi, ampak je tudi na artistu, da to skomunicira in da je iskren sam sabo in svojo publiko. Ker mislim, da imam najjače fane pod soncem. In če sem jaz iskrena z njimi, če oni vejo, kaj se meni v life dogaja, mogoče ne točno, kaj se meni v life dogaja, hvala Bogu, ne, ene stvari rabijo ostati moje, ampak vsaj, da dam vedeti, yo, I need this. Tako da, če boš sprejel, super, če pa ne sprejmeš tega, pa tudi, ne rabim. Ja, samo je postal pa ta odnos, ne, v bistvu medijske osebnosti in publike dosti bolj intimen, kot je bil nekoč. V bistvu, in vsi 3 v svojem modelu črpamo nekako iz osebnih izkušenj, iz lastnih čustev, emocij in tako naprej. Zdaj,
meni so sodelavci starejši rekli, da ne mešaj tega, pač bodi bolj ne uradna, ampak ne se toliko izpostavljati. Ampak ne vem, se mi zdi, da ta generacija, da ne znam drugače. Kaj se vama zdi ta v bistvu preplet osebnega lajfa s službo? A se sploh da to ločiti? Jaz mislim, da je zelo veliko tega mentalitija v smislu, da je ne da tega ven, no. Kako už pa ših dobil, a ne? V smislu isto, kot je bilo recimo, ne vem, kako ste vi to doživljali, ampak pri nas, ko smo bili mladi, če je kdo imel tatu, je bilo v smislu, tatu imaš, kako pa ših dobil, jebemo mater, tatu imaš, skriga tatu, a ne? Je tako, koga briga, če imaš tatu stari, koga briga, če cel svet ve, da si šel na razen z bivšo bejbo 2 leti nazaj, koga briga, če pač, ne vem, nekdo ve, da si bil depresiven ali pa da si imel nek moment šibkosti enkrat, drugič. Koga briga, da pač ljudje vejo, da si grešen človek, ki dela stvari narobe in tudi prav in je pač nek miks črnega in belega. Se mi zdi, da v tem smislu nasplošno tudi naša generacija nam je ratal malo bolj vseeno, pa ni to taka drama, da pač nekdo, recimo, da ti v eter spustiš ful večji del svoje osebnosti, se mi zdi, da tudi zato ga spustiš, ker te ni strah, da bi pač, ne vem, ta ideja, da se ne vem, nekje nekdo pogovarja, si slišal, da Katja pa, ne vem, je imela pa zdaj težek teden za sabo in je to zdaj povedala v etru, ne? Tako ni verjetno v tvoji glavi, tako, fuck, kaj si bo Danila iz Gornje Slivnice mislila o mojem pač mentalnem zdravju, pač ni važno. V tem smislu se mi zdi, da smo naredili en pomemben premik naprej z našo mentaliteto, pa s tem, da smo lahko iskreni in tudi ti pač v komadih daš ven sebe, ne skrivaš se za neko to klasično stereotipno repersko masko, I got bitches, I got money, I don't give a shit, ne. Pač ni ta varianta in zato pač te imamo toliko radi na nek način, zato dobivaš tudi od ljudi toliko pozornosti, ker pač je iskreno in autentično in tudi ti in pač, I guess, da tudi jaz, skratka, to se mi zdi, da je kvečemu naše orožje, kot pa nekaj, česar bi se rabili bati. In kaj nas še veže našo generacijo, ker baje smo patetični, mehkužni, fluidni, tako nas vidijo drugi, kako pa mi vidimo? Dajmo zdaj mi definirati, nekaj 20-letniki trenutno. Kaj nas veže? Kaj nas veže do tega, da to službo in... Ne, zdaj sem šla malo drugam. Kaj nas veže tako kot generacijo? Aha. Ja, veže nas to, da imamo vsi probleme, ne? In, to so imele tudi prejšnje generacije. Mi imamo večje, okej. Vi ste nam jo zakuhali, okej? Ne, mislim, vežejo nas problemi in vežejo nas tudi lepe stvari, kot so ljubezen, ne? In družina. In vsi imamo svojo ljubezen, vsi imamo svojo družino, vsi imamo svoje prijatelje, vsak ima druge, ampak esenca tega čuta je pri vseh enaka, ne, bi si upala reči. In mislim, da je dobro to, da smo iskreni in da povezujemo službo s tem, kdo smo tudi osebno, ker jaz zato sem se zaljubila v rap muziko, seveda, for the bitches and the money, of course, ampak tudi zaradi tega, ker mi je vedno bilo dobro biti upornik in jaz sicer nimam tatujev, pa bi kot reper jih rabila imeti. In mogoče to je tudi upor tej kulturi repa, ki se je zdaj naredila, ne. Vsi ste isti stari, copy-paste, mene je sram. To ni bilo tako. Veš, kaj mislim? In zato bom osebna, zato bom to povezovala s svojim delom, ki hvala Bogu, da je muzika ratala moje delo, to sem samo sanjala. In hvala Bogu, da sem lahko jaz, ne pa da sem samo še ena kopija in da sem si rabila na svoje telo naštemat 150 tatujev, da sem nekdo. Kaj bi ti mogla? Omenila si torej ostale reperje, že obstoječe reperje in zdaj smo govorili o tem, kako mogoče se naša generacija, naše delo razlikuje v dosti aspektih od prejšnjih. Tako da zanima me, kako je že obstoječa skupnost, znotraj katere operirata, odreagirala na vajin prihod? Dobro vprašanje. Če smem jaz direkt moje, da boš ti tle zanimivo vprašanje rekla, bomo odgovorila. Počutila sem se izobčeno, počutila sem se kot da kar naenkrat, ko sem izdala Zavedno in bila dejansko res open o tej moji zgodbi in o očetu in o drogah in o temu, iz česar izhajam. Zato, ker sem to znala narediti spevno in zato, ker sem to znala narediti iskreno, kot da sem pol dobila od kolegov, ne vseh,
ampak sem dobila feeling, kot da, izobčena sem v hip-hop svetu. Trenutno mi gre super, vsi poznajo rap muziko, vsi vejo, kdo je Masaja, ampak reperi, pa kot da so mi malo Fovš. ma ne bi rekla fovš, ampak kot da so zamirili malo temu, da sem rekla, veste kaj, jaz pa pač ne bom delala po istem kopitu, kot vsi ostali in ne bom kopirala Amerike, sebe bom poslušala. In kot da je to problem, kot da je v tem specifičnem žanru, v hip-hopu, v rapu, ful je ne vem, jaz sem opazila, da so dosti copy-paste, no. Vse zgodbe, vse lirike, imidž, tatuji, telo, način, kako se izražaš, kako spoštuješ ženske. In tle se mi zdi, da se zdaj spreminja nekaj, se dogaja neka sprememba in sem ful hvaležna in sem ful vesela te spremembe. In sem tudi ponosna na se, da sem uspela zdržati ta boj sama sabo, zakaj? A ti očitajo tudi ranljivost do neke mere? Ja, v bistvu lih to je največji očitek, ta ranljivost, ta iskrenost, to, da sem jaz povedala, da sem gej, to, da sem jaz povedala, da izhajam iz heroina, to, da me ni sram to povedati in da to nosim ponosno in z glavo dvignjeno gor in da mi mogoče gre kot ženski bolj kot 90% v sceni, ki je pač tip. Ne? In kot da je bala biti iskren in čustven. Ali to mislim, da je ta pravi korak do nečesa novega in boljšega, do neke revolucije v glasbi. Tudi v ostalih žanrih. Meni se zdi iskreno, da kar se tiče Kokosov, ni bilo neke, spet kot ponavljam, ne, pač se mi zdi, da obe dve vide, se mi zdi, da sta imeli težje okoliščine na nek način. Mi smo pač samo malo bolj ranljivi boy band, ki pač je bil že stokrat, boy bandi so standard in v tem smislu ni bila to neka revolucija. Tako da bi v bistvu bolj tebe vprašal, kot nekdo, ki je pač prišel v okolje, ki se prišla v okolje, kjer pač je bilo, ne vem, na valu pač full enga, recimo, ne vem, je bil standard nek 50-leten, inteligenten, sarkastičen, ciničen model, ki je full načitan in pač govori in se dela malo carja in pač vse ve na tem svetu. Kako, recimo ti, ko prideš svojo energijo, ki je pač čudovita, nalezljiva in absolutno nekaj novega in drugačnega in mogoče tudi nekaj, kar bi lahko bilo konfliktno s tem 50-letnim stricom, kako si se pa ti znašla v tem okolju? Oziroma, a si se isto počutila do neke mere na začetku izobčeno ali pa da se moraš prilagajati nekemu normativu ali ne? Hvala za vprašanje. Še vedno bijem ta boj. Kot frflasta primorka, preveč emocionalna, preveč osebna, preveč hihitajoča, preveč pozitivna. Bodi ti, ne, zdaj si preveč ti. Bolj vedra, ne toliko. Dobro, kar se tiče pripomb na primorščino, razumem, da smo nacionalni radio, ampak sem padla v neko frustracijo mogoče v zadnjih mesecih, ker ne vem točno, kaj zdaj, kdo sem, kaj naj bi bila in se kar spopadam s temi vprašanji. Predvsem pa, mogoče sem tudi sama kriva, ker vsakega vprašam, kaj pa ti misliš o mojem delu, kaj pa bi jaz lahko popravila? Zdaj sem se ustavila, tudi kdo so moji vzorniki, ne vem, nek Frank Zappa ali pa taki modeli. In ko gledam dokumentarce o njih ali pa bereš knjige, oni niso se prilagajali, oni so rekli, to sem jaz, pač vzemi ali pusti. Tako da se mi zdi, da vedno bolj imam to miselnost, da pač taka sem, absolutno hočem biti vedno boljša v neki kakovosti, ampak to sem jaz in to je to pač. In gremo naprej. Hvala. Kaj bi dal za eno jutro na Valu 202, ker bi lahko šla full on primorščina na harte, je to bilo tako dobro. Kaj lahko? Kje je urednik? Daj, lahko? Tako da ja, kje smo ostali, zdaj sem malo padla ven. Ful si lepo povedala, ne?
Pač rabiš se sprejeti in mogoče kdaj se zaveda, da tudi stopiš v sobe, kjer pač rabiš malo tone down. To ni nič narobe s tem. Tudi jaz sem full. Ena ogromna eksplozija vsega in hiperaktivnosti in emocij in vsega in mislim, ne vem, velike produkcije so tiste, ki te potem naučijo to kanalizirati v ta pravih trenutkih in temu znanju sem ful hvaležna, ker ne moreš kar priti povsod in zdaj pa bom jaz lekla gate pa hlače pa lejte me, ne morem, ne. Se tudi jaz rabim zavedati, kdaj je ta pravi moment in ta pravi prostor za take stvari. Ampak kaj pa ta očitek, da zdaj tle že v bistvu kaj, pol ure govorimo sami o sebi, ne? A nismo malo narcisoidni? Ja, bi lahko rekli, da smo, ne? Ne vem, ali smo preterali v tem, kot generacija govorim? Ne, nismo narcisoidni, samo nismo dost razgledani pa pametni, da bi govorili o čemarkoli drugem, nam ostane pač, da o sebi in pač kdor to hoče poslušati, dobesedno vsak ima pravico zdaj iti stran od tukaj, tako da v tem smislu se mi zdi, da ne, ker tudi, ne vem, no, a kaj se tebi zdi? Tebi se zdi, da smo narcisoidni? Malo smo, po moje, ne vem. Evo to vprašanje. A se je v bistvu z stopnjo, z višanjem števila followerjev višala tudi vaša kretenskost? Ne. Jaz vem, da sem pri 15, ko sem začela delati in koncertirati, sem hvaležna, da sem imela onih 200 followerjev. Veš, kaj mislim, da ni videl to, da ni bilo to 12 ure ljudi. Ne. Res sem bila obala. Vemo vsi, kakšni so obalčani, ko so stari 15-16. Grave, Mona, štekaš, ja, razumeš? In to je bilo 24/7, to so bili moji storiji, razumeš? Snemam alkohol, ko največja carica. So vas, ja povej, Boris. Jaz bi isto rekel, da se mi zdi, da odvisno koga pogledaš, ampak se mi zdi, da jaz bi rekel zase, da sem imel isto najslabša leta, tam 14-15, ko tudi še koliko se niso obstajali, hvala Bogu, tako da ne vem, v tem smislu se mi zdi, da ne. Prej gre za samo potrditev, da si tako, nekaj delam, kar je da kar v redu, glede na to, da followerji rastejo, ne sme ti absolutno to biti pač nekaj, kar ti rata neko zlato tele, ki ga častiš, ampak je pa pač tako, se mi zdi, cool potrditev, To pa pač tako, nek zdrav ego. Jaz se spomnim, da sem bila ful blizu 10K in sem zaporo na TikToku se posnela in sem bila kaj pa to? Da sem 80 folka stran. O tem, bro, ker moj rap šiti tako bolan. In pač malo je narcisoidno, ne? Ampak istočasno pač zabavam se in sem sama sabo in mislim, normalno je to, veš kaj mislim, rabiš se imeti rad, rabiš se ceniti, rabiš pogledati za nazaj in pogledati svoje dosežke in si kdaj potrpljati malo sam sebi ramo, ker pač ne moreš non-stop spraševati, kot si ti prej rekla, ne? Ker pa prije ta self-validation, konstantna želja potem po neki odobritvi, še posebej umetniki, se mi zdi. In bolj, ko sprašuješ drugi ljudi, bolj zgubiš sebe in svoje mnenje in to, kaj ti misliš, da je dobro. In ta največji nasvet, ki ga sebi lahko dam, pa tebi, pa sebi vsak dan, ker vsakeč znova to pozabim, je, da ne spraševati druge za mnenje. Ker razlog, da je moj prvi komad bil pusto, je zato, ker sem ga jaz naredila, ker sem govorila o sebi in o svojem lifeu in o tem, kako to brez tega bi mi bilo pusto. To je to. It's as simple as that. Samo boj iskren sam sabo, ne se ozirati na druge. Če se že oziraš na druge, dej se na tiste, ki tebi pomenijo, ki tebe inspirirajo, ne pa na vsakega drugega loleka, ki ni naredil nič več od tebe, da bi njegovo mnenje bilo bolj pomembno od tvojega. In tukaj verjetno pridejo v igro familija in frendi, ne? Dostikrat se mi zdi tudi v bistvu frendi postanejo naša familija. Kaj vam rabijo kdaj porezati krila, frendi? Vas prizemljiti? Ja. Jaz sem, da rabijo aktivno delajo na tem, da mi konstantno režejo krila, moj ego ne more splezati nikamor, ker imam toliko dobre prijatelje. Ja, absolutno. Ampak se mi zdi, da je to dobro, ker pač, a veš, znotraj našega sveta, recimo, ne vem, mi trije se dobimo na kavi, se nahajpamo med sabo, smo navdušeni drug nad drugim pa nad tem, kaj se dogaja in je pač ful dober, ampak pol zelo hitro se mi zdi, da vsakmu se zelo hitro zgodi to, da če mu nekaj ful ratuje ali pa da je dober, da pač
na neki točki misliš, da si pač sposoben vsega in največji car in več vreden od ostalih in ne vem kaj. In je zelo cool, se mi zdi, da imaš potem prijateljsko bazo, ki te pa konstantno tudi z nekimi forami, pa ne vem čem, pač ti ponuja toplino, ampak ti hkrati na nek način tudi reže ego s tem, da ti zelo jasno dajo vedeti prijatelji, a ne, pač te nekaj se carja delati model, malo se carja zdaj delaš, nekaj se delati. In to se mi zdi ful pomembno, ker če ne vem, bi vsi pač dobili tiste 3 urje followerjev, pa bi ratali neke mone vase zagledane, pač pa se mi zdi ful brez veze to, ker pol bi v bistvu bili tudi slabši, midva recimo slabša umetnika, ti slabša radijska voditeljica, če ne bi imela frendov, ki so tudi lahko kritični s tabo. Ker pač to je poanta prijateljstva. Ne. Lahko gre pa tudi to v drugo smer. Ne? Naprimer, vem, da zdaj za moj primer, za familijo, vem, da sem edini umetnik v družini, edini podjetnik v družini, edini tako malo entrepreneur, I guess. In biti v teh nižjih slojih in biti ta prvi v družini, ki bo rekel ne sistemu, je tako, zna biti kar scary, ker nimaš na nobenega, na katerega se lahko nasloniš, ne, za nasvet in tle sem ful hvaležna mojim frendom. Bolj kot to, da mi frendi režejo krila, se počutim zraven mojih prijateljev nevedna. In to mi je všeč, da sama sebe, ko sem v njihovi družbi, v njihovi prezenci, ker zavedam se, da nisem tako pametna, kot mislim, da sem. Ker vem, da njih vprašam za nasvet, kar se tiče določenih stvari. In bolj kot to, da mi režejo krila, sem hvaležna, da me spomnejo, da nisem tako pametna. Točno to, isto jaz, doma, mislim, nekaj pametarim in bolj me sestra za mizo, ko jemo kosilo, me tako zabije, da me prizemlji totalno. Ja. Ampak to je dobro, to je zdravo. Koliko imamo še časa? Jaz upam, da še ful. 16:37, do 5 smo. Meni ura ne teče, zato ker jo imam ustavljeno, ker kao, se ne oziram na čas. To je laž, samo ustavila se mi je in sem bila brok in je nisem šla popraviti. In zdaj, ko bi jo lahko popravila, je ne grem, ker pozabim. Evo, odgovornost in Gen Z, ne? Glede odgovornosti, izborili smo si vsak svoje mesto nekako v medijih. A smo lahko samo voditeljica, frontman in reperka? Ali je naša odgovornost, da s tem, ko imamo mikrofon v rokah, naslavljamo in opozarjamo na stvari, ki niso ok s tem svetom? Boris, ti najprej odgovori. Jaz iskreno mislim, da to, kar smo se že prej pogovarjali, ne, smo rekli, da smo narcisoidni, s čimer se ne strinjam, ampak sam trdno verjamem v to, da nobeden od nas nima toliko pojma, od nas treh specifično, toliko pojma o, ne vem, palestinsko-izraelskem konfliktu, o ukrajinsko-ruski vojni ali pa o, ne vem, konceptu jedrske energije, da bi bil lahko ful pameten na tej stvari. Ne. Pač mislim, da imamo vsi glede teh 3 stvarih, ki sem jih recimo omenil, prepričanje. Jaz iskreno mislim, vsaj bom zase govoril, da o nobeni od teh 3 stvarih nimam dost pojma, da bi napisal komad o tem. In zato se mi zdi, da je kvečemu bolj odgovorno od mene, da pišem o stvareh, ki so ali toliko neresne, ali pa toliko intimne, da lahko 100% rečem, ok, to je cool in to ima moj žegen. Medtem ko pač, če bi napisal komad, kaj se vemo pač o ne vem, palestinsko-izraelskem konfliktu, a ne, kljub temu, da imam mnenje, se absolutno zavedam, da obstaja, ne vem, 20,000 ljudi samo znotraj te države, ki ima več pojma o tem, kot jaz. Se strinjam, ampak mogoče nima takega dosega, kot ga imaš ti. To je res, ampak kaj pa, če jaz, ki imam ta doseg, rečem nekaj, kar se izkaže potem, da je pač bullshit. Kar je čist možno, ker pač velikrat govorim bullshit. Až kaj mislim. A tebi se zdi, da zato, ker imamo mikrofon, smo obvezani k temu, da na nek način smo aktivisti, ali kako bi se lahko poimenoval to? Ja, aktivizem je tako konotiran, da se ga ljudje že ustrašijo, ampak ja, meni se zdi, da v teh časih ne moremo biti tiho. Mislim, da moramo opozarjati na te stvari, ne nujno v komadu, ampak mogoče, ne vem, v intervjuju in ne konstantno, ker se smo rekli, nismo mastri na tem področju, ampak ne vem, zdaj pa biti tako nekje na sredini ves čas, brez da se oglasiš, to se mi ne zdi fair. Čeprav po drugi strani, ne vem, osaja.
Ful dobra debata, ful dobro vprašanje. Jaz sem čisto noter padla. Že 10 teorij sem obrnila v tem času in 10 odgovorov in vprašanj. V bistvu, ful mi je všeč to, kar si ti tvoje vprašanje. Torej, samo zaradi tega, ker sem jaz artist in ker imam platformo, zdaj posledično rabim biti jaz the good guy non-stop, ne. That's not true. Ampak, istočasno pa si želim živeti v lepem svetu. Torej, kar lahko naredim je, da ozaveščam ljudi okoli sebe, da v svoji muziki govorim sporočilo, v katero jaz verjamem. Upam, da je pozitivno. Ne. Zdaj, za svoj primer lahko rečem jaz zase, da itak, da si želim pozitivno. Ma tudi Uni, ki hoče biti diktator, mogoče hoče pozitivno, ne? Pa malo drugače gleda na te stvari. Mislim, definitivno je naša naloga prvo in primarno to, da ko stopimo na oder, da damo ljudem in sebi uni nepozaben moment. To je naše poslanstvo. Naše poslanstvo je, da delamo mi muziko, ker muzika je nekaj, kar nima jezika, nima mej in nima rase in nima predalčkov. Vsaj želela bi si živeti v svetu, kjer lahko jaz poslušam bilo kjeri komad od bilo koga, brez da ima kdorkoli kakršnokoli mnenje ali pa politično pravico, da mi to odvzame. Tako da tlele mi rabimo samo dajati muziko. To je naše poslanstvo. Mi rabimo delati muziko in to distribuirati celemu svetu brez diskriminacij. To je naše poslanstvo. Ker s tem, da jaz ne diskriminiram, inspiriram tudi druge, ki so moji poslušalci, da upam, da jih inspirira to, da so tudi oni nediskriminatorni. Nisem sama dovolj izobražena, da bom govorila o vojnah, nisem sama dovolj izobražena, da bi govorila o seksizmu in nisem sama dovolj izobražena, da dam vedeti, koliko rabi država in kaj država rabi, da ženske dobimo higienske potrebščine za ston. Bi si želela vse to. In vse, kar lahko naredim, je, da se z vami o tem pogovarjam, torej z mojimi kolegi, kolegicami in da kdaj naredim kakšno tako lepo stvar, kot je ta pogovor, da mogoče ena širša publika ljudi to mnenje tudi sliši. Ampak silna svoje mnenje preko medijev, kjer sem že tako ali tako preveč odprta, pa ne bom. Ker tudi jaz sem človek in mogoče mi je eno leto nazaj pasalo jesti jajca in zdaj ne maram več jajc. A pa sem dobila alergijo. To je full dobro point. Točno tako. Vse, kar se sliši banalno, je res. In pač tudi jaz to ugotavljam, da kdaj rečem ok v intervjuju in pol je čez eno leto čisto druge situacije. Se najraje ubila. Ja, in to so take malenkosti, ko govorimo o sestavi komada. Jaz sem že kdaj gledala intervju nazaj in bila uno, kaj sem jaz rekla? Oh my God, that's not the way I did it. Tako da, to se spremenja, ne? Mi smo pač živeč organizem in organizem se spremenja in glava se spremenja in ne vem, svet se spremenja. Pa se zalotite kdaj, da ne vem, bi nekaj rekla ali pa nekaj objavila, pa potem se premislite, ker kaj če bo to zmotilo mojo publiko, del moje publike. Ne zares, ampak se mi zdi, da predvsem to, no, kar si ti rekla, da tudi to, da na nek način živiš svojo resnico absolutno in se mi zdi, da tudi to gre z roko v roki s prejšnjim vprašanjem v resnici. Se mi zdi, da pač jaz osebno se ne oziram, kaj dam na storije, ampak pač vem že, da imam v glavi razčiščeno, da kar hočem dati je tiste osnovne vrednote, za katere se pač naša muzika na nek način bori. Ne? In tudi se mi zdi, da verjetno tudi ti podobno razmišljaš, se pravi, pač mogoče nisva toliko pametna, da bova govorila o vplivu nečesa na nekih drugega na drugem koncu sveta, ampak lahko pa pač z najnimi komadi recimo dava svetu neko sporočilo tega, da je cool, če si ranljiv in je cool, če si odprt in je top shit, če govoriš o svojih čustvih na glas. In ti recimo daš lahko svetu neko idejo preko Vala 202, cool je tudi to, da kdaj rečeš, jaz pa tega ne vem, jaz nimam vsega znanja na tem svetu, dam pa pač neko sproščeno carsko energijo in če se ima kdo pač slabo jutro in se fura, ne vem, proti Ljubljani, sliši Katjo, ki pač z nasmeškom in toplo energijo jo pozdravi in pač ima zaradi tega boljši dan. In se mi zdi, da je to naš, ne bom glih rekel aktivizem, ampak to je naša neka stvar v življenju, katero pričamo. Ne toliko mogoče to, da smo aktivisti za neke stvari, o katerih nimamo pojma, ker pa bi bili vsi trije neki zlatkoti in to se mi zdi, da nočemo. Ne? Ampak ne vem, a biš
Bi šla na protest, bi podpisala peticijo, bi šla, ne vem, nastopati na dobrodelnem koncertu, to me zanima. Take stvari, bi to naredila. To pa itak, ja. Okej. Tudi smo že. No, to. Definitivno. Naprimer, evo, zdaj to sredo se v trgu v Ljubljani, v centru dogaja to, da se ozavešča o nasilju v osnovnih šolah in tako. Sama nisem mogla iti, ne morem iti, ker je lih ta mesec moj fraj mesec. Tle sem, čau. Nisem fraj, ampak naprimer ne morem vsega sprejeti, vsakič, lahko pa definitivno vsako šanso, ki jo imam, porabim za to, da naredim nekaj pozitivnega, zdaj vam povem, za vse, ki so zainteresirani. Ne? Mislim, da je ful dobro se o teh stvareh pogovarjati med sabo, med svojimi sovrstniki, med familijo, ker lih to, ne, koliko lahko smo pametni, brez da delamo škodo nekje drugje. Ne? Ker jaz si želim dobro svetu, ampak mogoče ne vem vsega. Ne? In zdaj, ko hočem pomagati za seksizem, dajmo reči, da bi rada bila feministka, ok, na kateri strani pa so potem tisti, ki so aktivisti za moške pravice. Ne? Mislim, ful je nekih, hitro pride do konflikta, a v bistvu vse, kar bi rabili, je se slišati in si dovoliti vsakemu dati besedo. Ne? Točno to, kar smo pregovorili, ranljivost, občutki, čustva, sprejemanje, ne ukalupljanje, ne tako, ampak tako. Še dve vprašanje imam, potem bomo počasi zaključili. Eno od teh je, a čutite pritisk, da ste vzornika, da ste nek glas generacije, da s tem pridejo neke odgovornosti, ne vem, da vas ljudje, tudi mlajši v bistvu, da se po vas orientirajo? A se s tem ukvarjata, a sta zaradi tega bolj pazljiva, ali se ne dojemata kot vzornika, kar je totalno legitimno? Ja, sej, vedno sem rekla, jaz nikoli nisem podpisala, da sem advokat za zdravo življenje in za pravilno življenje. Ne vem pravil tega in niti sama pač se ne držim vseh teh stvari, ki je zdravo življenje in vse to. Rekla bi, da definitivno imava neko nalogo, da deliva dobro in da se drživa neke morale. Ampak istočasno vsak artist ima svojo platformo lik za to, da iz nje dela, kar hoče. In ne bom gledala artista, ki se s tem ne ukvarja nič manj, kot bom gledala artista, ki je full aktivist. Zaradi tega, ker artist je artist in odločil se bo sam, kaj bo delal. In zdaj je na publiki, če ga bo sprejela ali ne. In vsak artist kreira svojo publiko. In jaz si želim od moje publike ustvariti en univerzum, kjer se sprejemamo, se razumemo in želimo dobro, ne želimo nasilja. Istočasno pa pač pokličemo vam bullshit, ko je bullshit in nismo cenzurirani, ker like, oh my god. In tudi ne verjamemo v cancel kulturo, ker kaj je to? Kaj me boste cancelali? Kaj me boste zaprli v eno lopo, pa pač zdaj ne obstajam več, ali imam še vedno svobodo govora? Ker ful je ratalo to občutljivo, ta svoboda govora. Samo zato, ker ima nekdo drugačno mnenje, pa je malo bolj sovražno, to še ne pomeni, da mu boste vi odvzeli celo službo, familijo, kruh na mizi. Pač vsi imajo različno mnenje in svet ne more biti perfekten, nikoli ne bo bil. In pričakovati od artistov, da so perfektni, ki so najbolj zmečkani listi papirja tam v košu, je noro, je absurdno. Pol vzemi ti likalnik, pa ga pedi likat, ampak pač probaj, jaz se bom nazaj zmečkala, fiks. Boris? Ja, ne, ni šans, jaz nisem vzornik in tudi nikoli ne bom in kdorkoli bi to zahteval od mene, mu jasno zatrdim, da nisem, ker dejstvo je pač, točno to, kar je rekla Mija, pač glih ljudje, ki delamo muziko, ali pa v bistvu vsi v kreativi, tudi ti, ne, ljudje v kreativi, naša naloga po moje ni toliko to, da smo neki vzorniki, pa neki pač ministranti, ki bojo pač vsakič izbrali moralno nadvoznico v življenju, ampak se mi zdi, da je poanta v tem, da smo A, iskreni, B, zanimivi, 3, C, karizmatični, D, smešni. Pa da imamo vsebino. In tudi, če ta vsebina pač ne sporoča nekih moralnih vrednot, ki jih zahodna družba sprejema kot tisto pot, po kateri bi mogli iti, se mi zdi, da
da ni poanta o tem, točno to, kar si ti rekla. Ful je fani, da smo zdaj v nekem obdobju moralnosti in sprejemanja, ampak svet ni bil politične še toliko korektnosti. kot je trenutno. Veš, kaj hočem povedati? No, vsi sprejemamo vse in vsi smo politično korektni in dajmo artisti biti aktivisti, ampak oh my god, kaj ste pogledali, v katerem stanju je trenutno svet? Pač neki ne pije tle vode. Ful bi bilo jače, če so lahko vsi to, kar so, veš, kaj mislim. In tudi unik, ki je malo bolj problematičen, ker ljudje so problematični, pač ne moreš to kar zapreti in reči cancel. Ne moreš to narediti, stari. To je pač človek in se bo našel človek, ki zaradi tvojega prisiljenega cancel bo šel na njegovo stran iz inata, stari. Pač ja, ne da se ničesar popredalčkati. Ful je neko sivo polje, vse skupaj, ta svet in to življenje in to vesolje. Dosti je ljudi, ki naredijo stvari za nalašč. Dosti je ljudi, ki iz inata grem zdaj to narediti. Zadnje vprašanje o prihodnosti. Bomo pol nadaljevali. O prihodnosti ne našega sveta, ampak nas. A vas je strah, da na neki točki ne boste več relevantni, da boste vi oni, ki so cringe, vi oni boomeri, vi oni, ki niso več cool? Ja. Ja. Bravo, ja. Valjda, mislim. Veš, si pop in si artist, valjda hočeš biti the life of the party. Upam, da boste prišli na moje koncerte še čez 50 let, valjda. Jaz vas bom vedno tam čakala z odprtimi rokami. Je pa tudi na meni, da sem iskrena. Ne? In da če bi danes rekla nekaj, kar bom čez 5 let ful regletala, pač bom to dala vedeti, ne bom to skrivala in držala v sebi, ker lih takrat se odpre nova pot za človeško rast. Ne? Če pa ti non-stop pač držiš te neke svoje napake in se sramuješ stvari, ki si jih v preteklosti naredil narobe, ali pa bil toliko bolj cool, wow, I wish. Pač samo govori o temu in to je najbolj cool. Najbolj cool je to, da nisi cool. Apunto. Jaz bi rekel, da absolutno me je strah tega, da bi bil pač nek nerelevanten cringe 40-letnik na odru, ki je tako, ok, gremo zdaj, vipava, gremo, zdaj pa malo bolj rock and roll, malo bolj na poskok. In me tam gledajo 18-letniki in nek pa so tako pač... Plosk na prvo, ne? Ja. Ampak se mi zdi, da je glih poanta o tem, da mogoče, ko ostaneš iskren, se mi zdi, da je kar težko biti cringe. Recimo, Miha mi je to primer Šalehar. Ne? On meni absolutno ne oddaja te stereotip fora, boomer energije, niti mal. Ker je pač, se mi zdi, da sploh zdaj pa še bolj v tem obdobju, ki je prišel nazaj, se mi zdi, da zelo tako razsvetljen, zelo iskren in na nek način se mi prav tako fakt, to mogoče bi jaz želel biti čez 25 let. Se pravi, valjda nekdo, ki je zrastel v drugi generaciji, valjda nekdo, s katerim ne bojo mogli 18-letniki relatati. Ampak hkrati nekdo, ki ga bojo lahko pa, ne vem, ljudje na koncertu pogledali, tudi če so 20 let mlajši in bili tako, ta car je cool, recimo Kreslin je to primer tega. Ja. On nima niti malo te toksične dedi energije, da bi bil tako... Ampak veš, kaj je tudi fora? Kreslin se ne ukvarja s tem, če je cool ali ne. In lih to je cool. In on je to cool zaradi tega. Točno to. Ampak tudi zaradi tega, ker sprejema, pač on je odprte glave do pač vseh, ne vem, nas, ki smo stari pač 20 let, ne, 25 let, on pride se pogovarja s tabo, niti malo nobene pokroviteljskosti, niti malo nobene pretencioznosti, pa niti malo tega pač, da bi gledal na te kot na nekega mulota, ki nima pojma o tem svetu. In to se mi zdi, da je toliko sveže, da te lahko ohrani relevantnega tudi, ki si star 70 let. I guess. Ja, pač ne se je imati preveč resno. Tako, Basically. Tako. Ja. Kaj, bi bilo kaj boljšega, s čimer zaključiti, kot je to? Ne se imati preveč resno. Hvala vsem, ki ste prišli. Jaz imam nalepke in bi vam rada jih dala, da jih nalepite, kamor se ne sme nalepiti, ne? Na kakšne semaforje, na WC in tako naprej. In ja, poslušajte naprej Rožnato dolino in prosim en aplavz za moja krasna sogovornika. Hvala. In velika aplauz za Katjo! Naročite se na podcast. Za vse, ki ste prišli do konca, najlepša hvala. Naročite se na podcast in ga komu
pošljite, priporočite, pa ocenite ga, če imate kakšno minutko več. Se slišimo čez 2 tedna. Moj sogovornik bo nekdo, ki že nekaj let živi v kombiju, poleg tega pa so mu rekli, da bo se v bistvu poslovil od tega sveta že pri 15. No, danes jih ima 30 in še vedno je tukaj z nami. Zelo zanimiv fant. Smo na vezi, ne?